Lepo pozdravljeni v podcastu Zgodbe hemofilije. Moje ime je Uroš Brezavšček in danes se ne bom pogovarjal samo z enim gostom, temveč kar s tremi. S predsednikom društva krvnih bratov Dominikom Zverom, s članom upravnega odbora društva Gregorjem Busarjem in s fizioterapevtko, ki sodeluje z društvom Sandro Fabjan. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Zdravo. Bravo. Vsem naštetim in meni je skupno to, da smo se v začetku oktobra udeležili EHC konference v Kopenhagnu na Danskem in danes bomo z vami podelili našo izkušnjo tega dogodka. Za začetek pa, kaj sploh pomeni kratica EHC? EHC pomeni European Hemophilia Consortium oziroma Evropski konzorcij za hemofilijo. To je mednarodna neprofitna organizacija, ki zastopa 46 držav, društev bolnikov z redkimi motnjami strjevanja krvi oziroma približno 90,000 bolnikov, ki imajo diagnozo hemofilije, von Willebrandove bolezni ali kakšne druge redke motnje strjevanja krvi. EHC med drugim organizira tudi letne kongrese, na katerih so predstavljene novosti in raziskave z področja nadomestnega zdravljenja, ortopedije in fizioterapije, psihosocialnega aspekta življenja. Predstavljene so tudi dobre prakse društev širom Evrope, socialni dogodki tekom konference pa omogočajo priložnost za mreženje in vzpostavitev prijateljskih vezi in sodelovanj med društvi. Ampak začnimo lepo na začetku. Dominik, kako izgleda, priprava na en tak dogodek, še posebej, ker vemo, da to ni zastonj, ne? Ja, bom rekel tako, lep pozdrav vsem. V glavnem, letos smo se udeležili že 4. EHC-ja, 2-krat v živo in 2-krat zaradi korona epidemije smo bili samo virtualno povezani. Taka priprava zahteva kar celo leto priprav. V bistvu, mi, ko delamo načrt dela društva, moramo to že vključiti naš finančni načrt in naše podpornike, donatorje, o tem nekako obvestiti, da se želimo udeležiti te konference, da tudi oni pripravijo svoje načrte, finančne in ostale. Tako da v bistvu zdaj, ko smo prišli že domov z EHC-ja, pripravljamo že za naslednji EHC, ki pa bo naslednje leto v Zagrebu. Tako da zelo pomembno je, da imamo dobre kontakte z farmacevtskimi podjetji, ki pač razumejo to našo potrebo po izobraževanju in seveda tudi ostalem druženju, ki spada v okvir kongresa, ne? Tako da to je zgodba, ki se vrti vsako leto na novo in vsako leto na novo pač pripravljamo to. Toliko je boljše zdaj, ker smo že društvo z nekaj let delovanja in imamo določene sredstva zmeraj rezervirana za pripravo teh kongresov. To pomeni, da lahko sami rezerviramo letalske karte, hotel, prevoze. Prej smo to morali zmeraj nekako delati preko agencije, zdaj pa lahko to sami in kot smo letos ugotovili, smo imeli zelo dobre letalske povezave in tudi hotel je bil tam, kjer smo imeli kongres, tako da tu imamo malo več možnosti potem, da sami kreiramo svoje potovanje in si izberemo, kakor je nam všeč. Ti, Dominik, kako si pa ti ekipo zbral, ne? Ker vidimo, imamo zelo zanimivo ekipo, ne? Člani upravnega odbora, ti, fizioterapevtka, ne? Kako si ti zbral te ljudi na kup? Ja, nekako mi je bilo zdaj letos logično, da moram svoja 2 podpornika v upravnem odboru povabiti zraven. Vsekakor si kongresov ne predstavljam brez tebe, Uroš, ker ima že toliko izkušenj in tudi si dokaj prepoznaven član naše skupnosti, tako da zdaj že takoj vejo, od kod smo in kaj smo, no, sicer včasih nas zamenjajo še za kakšne Italijane,
ampak živiš blizu italijanske meje. V bistvu Gregorja sem tudi zato izbral, ker se mi zdi prav, da tudi on doživi to in vidi, kaj je to. Za Sandro bi je pa bilo logično, ker je ona tista, ki skrbi za nas na področju fizioterapije, da mogoče tudi vzpostavi kontakte, sliši kaj novega in predvsem to, da mrežimo in najdemo nove povezave. Mene kot predsednika in drugih predsednikov ter drugih društev je nam zelo pomembno, kajti vsi imamo podobne probleme, nekateri imajo dobre rešitve, dobre prakse, nekaj pa lahko tudi mi naučimo druge in vse to se je dogajalo na tej konferenci. Vse to sem doživel in sem optimističen, predvsem po zaslugi fanta, ki je pozdravil hemofilijo z gensko terapijo. To je bil zame vrhunec konference, da sem imel priložnost pregovoriti z njim in da nam je zaupal svoje občutke ob tem. Ja, je bilo res zanimivo tisto. Se bomo še kaj povedali o tistem. Grega, ne? Ti zdaj za tebe je bila to prav prva konferenca, ne? Kakšne si imel pričakovanje, kaj si predstavljal, kako to zgleda in kaj je bilo tisto, kar si dejansko na koncu doživel? Ja, jaz bi lepo zdrav vsem. Jaz bi se najprej rad zahvalil Dominiku za povabilo, za izraženo zaupanje, no, da še jaz doživim to zadevo, pa si začnem nabirati izkušnje, no, na področju tudi mednarodnega zdravljenja hemofilije. Se pravim, zelo sem vesel, da sem se tega udeležil. Zdaj moja pričakovanja so bila ta normalno, da spoznam več sobratov hemofilikov iz različnih držav, da vidim, kakšne izkušnje imajo oni glede zdravljenja, s kakšnimi težavami se soočajo, predvsem pa, da zvem, kaj je novega na področju zdravljenja hemofilije. Zdaj moje pričakovanja so bila nadpovprečno realizirana, no. Zelo sem vesel vseh predavanj, vseh predavateljev. Vidim, da so se v EHC-ju zelo potrudili z izborom predavateljev. Predvsem je zanimiva ta izkušnja oziroma, ko smo poslušali o zdravljenju z gensko terapijo. Ja. Mislim, zadeva je neverjetna, no, da se premikamo od starega zdravljenja prek krivo, to, ko smo na začetku doživeli. Jaz kot otrok sem samo enkrat prejel recimo plazensko zdravljenje, potem prek teh standardnih faktorjev, zdaj s podaljšanim delovanjem, no zdaj smo pa že na genski terapiji, tako da neverjetna izkušnja, kar se tega tiče. Tako je že Dominik omenil, zelo fajn je bilo to slišati iz prve roke, kaj je kolega iz Izraela to razložil, kak je pa njemu potekal, na kaj je treba tudi biti pozoren, ta vidik ne samo zdravstveni, tudi iz psihosocialnega vidika, tako da to. Po drugi strani pa seveda izkušnja to, da se spoznaš z hemofiliki iz raznih koncev Evrope, tudi sveta, no, da delijo svoje izkušnje z nami, da lahko ti svoje izkušnje poveš. Mislim, to človeka bogati ne samo na zdravstvenem področju, tudi osebnostno raven. Tako da še enkrat hvala lepa za izraženo zaupanje in se veselim mogoče bodočih takšnih srečanj. Ja, zdaj pa dajmo slišati še kaj od Sandre, ne? Sandra je oseba, ki nima hemofilije, ne? Ampak je zdaj že bila na parih dogodkih z nami, ne? Ker, ko je rekel Dominik, je zelo pomembno, da tudi ljudje, ki delajo z nami, da dejansko se izobražujejo z nami, da vejo, kaj se dogaja z nami, ne? Tako da, Sandra, to je bil tvoj prvi kongres EHC, ne? Kako si ga ti doživljala? Tako. Tudi meni je bila ta izkušnja fenomenalna, ker vsakič, tukaj že tudi sta Dominik in Grega omenila, z vsakim spoznanjem ljudi, ki pač so vključeni, involvirani ali kot pacienti, ali kot zdravniki, ali kot terapevti, ali kot socialni delavci, vse te izkušnje, ki jih povejo, samo bogatijo. In mene je zelo veselilo, ker je bilo par predavanj namenjeno predvsem to, da se mora paciente bolj slišati pri obravnavah, pri izbiri terapij, faktorjev,
Tako da to me je zelo veselilo, da se res poudarja ta pomen pacienta, njegove volje, kaj njegov način življenja mu bi potem to omogočalo. Tako da tudi spoznala sem Pita, ki je bil dolga leta vodilni fizioterapevt na področju hemofilije. Spostavil mi je tudi kontakt z zdajšnjim vodjem svetovnega registra fizioterapevtov za hemofilijo, že sem včlanjena to, tako da sem tudi sprejela v PDF obliki knjigo v različnih pristopih, različnih težavah pacientov za hemofilijo, tako da se že veselim prebiranja tega. In tudi, se pravi, nasplošno vsakič, ko se srečam takole v tujini z drugimi strokovnimi delavci, pacienti, res vse te informacije in spoznanje, da le ni vse tako črno-belo, kakor se nam včasih zdi pri nas doma, da so tudi nianse teh barvitih, svetlih točk, te samo spodbuja, da imaš še več energije in zagona pri svojem delu. Tako da res je ena velika izkušnja, pozitivna in res hvala za zaupanje in povabilo na kongres. No, zdaj bom pa še za konec še jaz povem še mojo izkušnjo. Jaz, tako kot je Dominik rekel, jaz že v bistvu sem prej štel in gotovo, da je že 16 let, kar hodim na te konference. In kar opažam, vsaj zadnja leta, je, da razvoj, vsaj pri zdravljenju, je tako hiter, da v bistvu, da če nisi na konferenci, ne veš, kaj se dogaja, ne? In v bistvu ne moreš dejansko biti nekako enakopraven odločevalec pri temu, kakšno zdravilo boš uporabil in kako boš pač se zdravil naprej. Ker eno je seveda, da poslušamo zdravnike, drugo je pa, da tudi se med sabo pogovorimo in vidimo, da obstaja druge možnosti. In zato se mi zdi izredno pomembno za nas bolnike, da hodimo na take konference. Pa poleg tega pa meni je zelo pač super tudi videti, kako to rase. Ko sem jaz začel, mogoče je bilo 100 ljudi v dvorani, danes jih je bilo že 400. To daje taki konferenci, bom rekel, kar veliko veljavo. In lepo je videti ljudi iz cele Evrope, oziroma letos je bilo dosti tudi ljudi iz sveta, ker potem v bistvu slišiš, zdaj smo iz prve roke slišali, kako poteka genska terapija. Smo zvedeli, da tisti fant, ki to imel, ni imel nobenih, na primer, zapletov, je povedal, kakšne zaplete oziroma kakšne stranske učinke so imeli drugi. Tako da, to so tiste stvari, ki v bistvu jih ne slišiš drugje, kot če se malo, bom rekel temu, pomrežiš, oziroma če poznaš te ljudi in jih tako vprašaš, kakšna je pa tvoja izkušnja. Tako da, meni je bilo to res neki super letos, še posebej zaradi tega, ker smo zvedeli, da genska terapija deluje. Že 3 leta pri temu mojemu prijatelju iz Izraela in ki ima mimogrede se je rekel 60% faktorja zastarevanja, če se ne motim. Med 60 in 80 zdaj. V začetku je pa imel okoli 120%. Tako. Ima pa težko obliko hemofilije A. Ja. Je imel, Je imel, to tako. In kot je Grega tudi izpostavil, je to zelo zanimivo, bom rekel, ko neka dilema, oziroma, mislim, dilema. Ko se enkrat daš ti gensko terapijo, ni poti več nazaj, na nek način. V bistvu, in to je psihološko lahko zelo, zelo naporno. Tako da, to je en tak vidik, o katerem se bomo verjetno po mojem prihodnje še kar precej pogovarjali. Tako da, ja, to je to en kratek povzetek vsega, kar smo doživeli. Bomo pa zdaj na koncu videa dali še par slik, da boste imeli tako občutek, kako izgleda na tej konferenci. Seveda smo pa, Dominik, poskrbeli tudi, da smo malo telovadili, da nismo samo sedeli, Ja, tako. Pač sposodili smo si kolesa in prevozili skoraj cel Kopenhagen, ki je zelo kolesarsko mesto, zelo odprto, toplo, srečevali ljudi, ampak
vsi so bili odprti, nasmejani in ni zastonj, da pravijo, da so Danci drugi najsrečnejši ljudje na svetu. Mi smo tudi bili vsaj za 4 dni zelo srečni. Dobro, za konec bi se jaz tudi rad zahvalil Dominiku, Sandri, ki si je vzela čas in šla z nami, in tudi Gregorju, ki si je tudi vzel čas od družine in vsega in šel z nami, ker bomo lahko zdaj pač to znanje, to, kar smo predali, delili z vami. Tako da in hmali, Dominik, hmalo imamo tudi eno srečanje. Lahko že kaj povemo o temu? Ne moremo trenutno še točno povedati, ampak bomo napovedali, da se bomo v kratkem srečali. Odlično. Tako da in takrat mogoče kakšno besedo več. Drugače bi se pa jaz rad na tem mestu tudi zahvalil vsem našim podpornikom in sponzorjem farmacevtskih družb, ki so podprli pač ta naš program izobraževanja in kongresov, da smo se lahko udeležili in upamo na podobno podporo tudi v prihodnjem letu. Hvala vsem. Hvala. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.